Smo vsi? Ok. Torej, prvi korak, če slučajno vidite jabolko, je, da si izklopite jabolko. Izklopite plast z jabolkom, tako da kliknete tukaj na uček zraven jabolka, da ga zgubite in pa potem izberite plast usta. In zdaj, povejte mi, kako lahko jaz spreminjam na plasti barve, da bi malo zamenjal barvno kolo. Hue. Kako pridemo do tega? Edit. No. Image. Image, adjustments, hue and saturation oziroma Ctrl U. V tem primeru gre za destruktivno komando, ki bo spreminjalo piksle, ki so fizično tukaj v teh ustih. In zdaj jaz bom izbral usta, vi boste šli Image, Adjustments in pa Hue and Saturation, jaz bom pritisnil Ctrl U, da dobim to isto pogovorno okno. In v trenutku, ko začnemo vleči tale drsnik levo in desno, bomo začeli spreminjati vsebino te plasti in ji vrteli barvno kolo. Jaz pa zdaj želim narediti sledeče. Želim tale usta čim bolj približati temule jajcu. Pa dajmo torej vleči hue vedno bolj desno, dokler ne pridemo približno do številke 65, 64, kjer je kolikor toliko optimalno tale usta in pa tale jajček. In ko smo zadovoljni za to spremembo, kliknemo na OK. In zdaj, dajmo premakniti ta usta nad jajček. Lahko bi, ker imam zdaj še vedno izbran Healing Brush, držal tipko Ctrl in premaknil usta nad jajček. Lahko pa bi izbral orodje za premik z tipko V in pa potem preprosto samo premaknil vse skupaj. In ko smo premaknili zdaj tale usta nad jajček, bomo na tej plasti naredili masko. Kako zdaj naredimo masko, brez da bi imeli karkoli izbrano? Da je vse vidno. Samo japonska zastava. Ja? Oziroma, če gremo v meni Layer, imamo potem Layer Mask in pa tukaj imamo Reveal All. Tretja in četrta možnost nam nista na voljo, zato ker nimamo ničesar izbranega. Reveal Selection in pa Hide Selection nam nista na voljo, ker pač tukaj zdaj ni nobene aktivne selekcije. Torej dam Reveal All. Enako bi se zgodilo, če bi kliknil tukaj spodaj na tretja ikonica po vrsti, ikonica za masko. In tukaj lahko zdaj vidimo na desni strani, da imam belo masko. Torej, maska, ki nam pokaže vse. Celotno vsebino te plasti. In zdaj, kaj želim narediti? Želim zunanji del ust skriti, tako da se bodo usta kolikor toliko prelivala v ta jajček. Pa dajmo iti malenkost bolj noter. In zdaj izberite masko, tako da je okoli maske je ta majhna črtica in pa izberite tukajle čopič.
čopič oziroma tipka B. Ja? In pa desno kliknite na ta čopič, da resetirate vse nastavitve. Torej, desno kliknete, Reset Tool, tako da vsi začnemo iz iste točke. Ja? Zakaj je pomembno vsakič reset tool? Zato, ker si Photoshop zapomni za vsako orodje neke nastavitve. Glede na to, da je to šolski računalnik, kjer dela toliko pa toliko enih študentov, si vsak pač sam sebi prilagodi te možnosti in pač ti lahko potem 5 minut zapraviš, da iščeš, kaj točno je narobe. Ne? Ja, ok. In zdaj, ker imamo izbran čopič, lahko zdaj mi kadarkoli na ta dokument z desnim miškinim gumbom kliknemo in izberemo velikost in pa trdnost oziroma gre za kako? Hardness pa softness, torej gre za to, kako zelo oster je rob površine, s katero rišemo. Ne? In jaz zdaj predlagam sledeče. Dajmo si povečati tale hardness, da bo čisto do konca, torej da je, se pravičujem, da je na ničli, torej da je najbolj možno preliv. In pa dajmo povečati tole velikost, tako da bo približno velikosti tehle ustnic. Ja? Zato, ker... Na neki čudni površini si, ker ti on ne dovoli tega početi. Imaš kaj izbranega? Ne, ti imaš en drug brush, imaš izbran. To je art. Imela si izbran History brush, ki se sicer obnaša podobno, ampak ti potem rišeš z eno točko iz zgodovine. Torej, ti bi lahko tam v History panel izbrala eno točko in potem risala iz tistega dela dokumenta. Naprimer, ne? Do tega bomo nekoč prišli, če bomo, ampak zdaj danes tega ne bomo vzeli. Torej, imamo hardness na nič in pa velikost imam jaz približno 133 pik, tako da... Prosim? Velikost se ne spremenja. Premakni se sem. Tudi ti imaš izbran napačen, tukaj imaš brush. Tukaj. Tako, črka B. Ja? Ok, torej smo, jaz bom zdaj samo kliknil stran in zdaj, če se prav spomnimo, maska pomeni, belo je popolnoma vidno in črno je popolnoma skrito. Ja? Če zdaj nimate izbrane črne barve kot glavno barvo, pritisnete tipko D, da se vrnemo na črno-belo in pa potem X, da zamenjamo barve. Torej, črna mora biti glavna barva izbrana. Črna mora biti od zgoraj. Če želimo barvati črno, tako da bo začel skriti to plast, črna. Barva izbrana, že črno skrito. Ja? Ja? In začnimo, torej ne pozabiti izbrati plasti, maska. Ne sama slika, ampak maska. A zdaj pa barvamo? Enostavno mi, a vidiš, tudi prebraš, mi samo to. Aha, ti imaš pa zdaj caps lock vklopljen. Kaj bi? Bom ti takoj. V Photoshopu nam omogoča dva različna načina prikazovanja kurzorja. Tako imenovani precizni kurzor, pa vse, mislim, normalen kurzor. In z tipko Caps Lock
Zdaj, če se jaz premaknem tukaj, ne, normalen kurzor mi pokaže recimo pri čopiču velikost čopiča, medtem ko če imam izbran caps lock, imam čist drugačen kurzor. Ne. Caps lock. To je tipka, ki ti velikost črk spremeni. Ja? Mojca? Ja? Ok. Torej, vrnemo se, izberemo plast, črno barvo imamo izbrano in začnemo skrivati vsaj tele robove. Preprosto rišem za črno barvo po teh robovih, da jih skrijem. Pri tem koraku mi je to zdaj že dovolj dobro, zdaj pa mi je 100% črne preveč močno in bom želel zmanjšati moč čopiča. Moč čopiča tukaj le zgoraj v orodni vrstici spremenimo. Trenutno je opacity na 100% in jaz bom se spustil na približno 30%. Ko smo znotraj čopiča, lahko tudi uporabljamo številke na tipkovnici. Torej v trenutku, ko bi pritisnil tipko 3, bi mi vrglo tukaj le 30%, oziroma če bi hotel točno določeno, lahko recimo 3,2, pa mi da 32% moči. Ne? In v trenutku, ko zdaj začnem barvati, barvam vedno z 30% moči. Ne? Torej, vsakič, ko barvam, če zdaj recimo pogledamo tole masko, zdaj sem, ne, desno sem kliknil, vsakič, ko barvam, je pač bolj temno. Ne? Mislim, vsakič, ko barvam, teh 30 se podvaja. Vsakič, nisem, zdaj matematika ni glih točna, ne, ampak 30 na 30 na 30 na 30 na 30. Ne? In na neki točki potem pridemo na 100%. Torej, gremo še, ne, in vedno bolj nam zginjajo ustnice, tako da nam ostane v bistvu samo nek majhen detajl luknje v jajcu. Ne. Čim več poskušam zbrisati, da... Če želiš tako, meni je recimo to dosti bolj uporabno, zato ker grem lahko vedno en korak nazaj. Če ti želiš uporabljati čopič za razprševanje, bi si spremenila to tukajle, ne? Flow namesto opacity. Ne? Ampak, tako, ne? Če daš flow, lahko potem držiš in bo on konstantno nanašal to barvo. Ne? Ampak, kaj se zgodi, ne? Vsak klik miške se tretira kot en ukaz. Ne? To pomeni, da če ti zdaj 15 minut to držiš, pa greš potem čez dokument, nema, ne? Boš pač zgubila celotno spremembo. Tako da meni je recimo to dosti bolj uporabno, sicer pa tega ne delam z miško, ampak z grafično tablico, tako da je to tako, kot bi pač z kuljem oziroma z svinčnikom gor risal. Ne? Tako da v tem trenutku je pač to malenkost manj logično. Ne? Tako, ne? In te dve plasti, ki jih zdaj imamo, seveda lahko spreminjamo. Ne? Jaz lahko zdaj primem tipko Ctrl, pa iz katerega koli orodja, če držim tipko Ctrl, primem in dobim Move Tool. Ne? Tako da si lahko recimo približno malenkost drugače pozicioniram tale usta, ne? Da pridejo malenkost bolj do izraza. Ne? Midva mava pa tukajle nekaj čudno. Ja. Tako, samo tukajle rišeš, ne? Ja? Ja? Čakaj, kako zdaj damo? Tako. Držiš Ctrl.
Tako. Ne? V tej vaji smo recimo zdaj začeli iz maske, ki je bila popolnoma vidna in smo ji začeli odvzemati stvari. Ne? Če zdaj jaz držim tipko Alt in kliknem na to masko, lahko zdaj recimo vidite, kako sem jaz risal po tej maski, da je ta stvar postala skrita. Ne? In če se zdaj vrnem nazaj, če bi jaz zdaj desno kliknil in izbral Disable Layer Mask, lahko vidimo, ne, da ničesar jaz nisem tukaj zbrisal iz tega dokumenta. Vse je samo skrito. Torej, če bi jaz želel zdaj začeti vračati te informacije v dokument, ne, preprosto začnem barvati z belo in potem bo vračal te informacije noter. Ja. Mojca, ja? Ne, kako si prišel do tega nazaj, da si dobil? Do česa? Črne linije. Da si dobil nazaj? Držal sem tipko Alt in kliknil na masko. Na desni strani. Ja, tako. Ali, aha. Ja? In potem zopet držiš tipko Alt in se vrneš. Reci. Jasno Hrvatin iščete? Prosim? Jasno Hrvatin Ne, iščete? za knjižnico bi samo vprašal. Reci. Ja, če bi se lahko mogoče knjige sposobila. Ne? Ne, danes pa ne. Ja. Jutri prid pa bomo uredili. Ja? Hvala. Čau. Dobro. Pa pejmo na vajo 16. Wow, to shranimo kaj? Če želiš. Če si recimo ponosna na svoj kričeč jajček, lahko zdaj to tako. Ja? Mi pokaži, kje dobiš tisto, ne vem kaj. Držiš Alt in klikneš na masko. To je maska. Tako. Ja. Kje dobim jaz zdaj, da bo tlele okrog, tako ko si ti? Aha, če desno klikneš na masko, lahko daš Disable Layer Mask, oziroma lahko bi Shift kliknila na masko. Ja? Torej, vaja 16. Smo? Ja. V tej vaji imamo zdaj dve plasti. Ena plast je kužek, ki gleda ven na balkonu, in druga plast je Ljubljana, pogled iz Ljubljanskega gradu. In zdaj, kaj želimo narediti? Želimo na tej plasti pokazati samo kužka, ki gleda dol z Ljubljanskega gradu. Ne? Kako bi se zdaj tega lotili? Vprašanje. Ja? Mi bi lahko zdaj ali da naredimo najprej masko, ne, in potem začnemo odrisavati ven vse, kar bi želeli shraniti, ali pa naredimo najprej selekcijo, ne, in potem šele naredimo masko iz te selekcije. In zdaj to bi lahko uporabili zanko, lahko bi kombinirali mogoče še kakšno drugo. Zdaj, tukaj Magic Wand ne bo deloval, ne? Absolutno ne, ker pač je preveč kompleksna slika. Tukaj tudi recimo Marquee ne bo deloval, zato ker ni nič kvadratasto, ne? Ni nič kvadratasto oziroma eliptično, tako da ne. Deloval bo v bistvu izključno lasu, ne? Oziroma lasov oziroma zanka. Oziroma, če bi uporabljali pen tool, bi prišli še dosti do boljšega rezultata, ampak pen tool je absolutno za nadaljevalni tečaj. Torej, če bi zdaj želeli to sami narediti, lahko to sami naredite. Pripravil sem vam pa tudi že to selekcijo tukajle v plasti. Želite sami? Da vidimo, kaj sploh, kako bo to šlo. Tako kot smo prej delali, tako kot si označila tiste nogice v prvi vaji, greš preprosto klikant, dokler pač ne obrišeš. Seveda. To spodaj pod ograjo. Tako. Zato, ker ne, V šusu ene. imaš preveč, če želiš pač to narediti sama, drugače sem jaz tukaj že pripravil selekcijo, ne,
namesto vas. Kako pa si to v večjih etapah? Tako? Ja, tukaj ne moreš, ker tole sivo ni nič. Samo psa ali tudi ograjo? Seveda ograjo. Vse? Film sliko malo več, ne? Zdaj pa ne, zdaj pa ne smeš malo več, zdaj pa moraš točno. Ne? Kako že začneš enkrat delati, kako različaš že ukaz? Prosim? Ko začne, jaz sem že začela delati, Ja? rada ukaz spremeniti, mislim, začela znova. Escape. Aha. Hvala. Čakaj, zdaj imaš enega. Kako pa In je enter. Eden. In je enter. Dobro, tle ne mi malo. Vrniti se moraš na isto točko. Ne? Na osnovno točko se moraš vrniti. Ne? Vidiš, v trenutku, ko se vrneš na osnovno točko, dobiš ti ikonico. Ja? kako pa narediš recimo te različne selekcije? Tukaj le imaš, ne? Ko smo jemali selekcije, imaš ti tukaj 4 ikonce, ne? S katero pač ali selekciji dodajaš, ali selekciji jemlješ. Ne? V prvem, če grem zdaj na katerokoli od orodij za delanje selekcije, imamo tukaj 4 ikonice. Prva je normalna, torej kadarkoli označim nekaj, bo šel na novo. Ne? Druga je seštevek. Ne? Torej, če imamo eno selekcijo že v dokumentu, bo on prištel tej selekciji še eno selekcijo. Tretja je odštevek. Ne? Torej, imamo eno veliko selekcijo in ji lahko odrinemo nek košček. Ne? V tem primeru bi recimo jaz označil tega kužka skupaj z bajto in skupaj z ne? In potem šel tukaj na tretjo opcijo, da odvzamem in potem bi začel odvzemati te lukence. Vse lukence, kjer se vidi skozi, je treba odvzeti, da imamo popolno Tako da zadnja? selekcijo. Ta zadnja je pa prekrivanje. Ne? Če bi, ti bom takole pokazal, še marki, če bi imeli en objekt, samo sekundo, če bi imeli en objekt in pa če bi imeli potem še en objekt, ne? Prekrivanje bo označil tole. Ne? Če recimo, da je rdeči objekt to selekcija 1 in bel objekt selekcija 2, ne? Se pravi, seštevek bi bil oboje skupaj. Ne? Odštevek bi bil samo tole, kar zdaj mi vidimo rdeče. In pa četrta bi bil samo tale del, kjer se prekrivata. Ali, odvisno, kako se želiš lotiti tega označevanja. Ne? Ja, imaš še vse ostalo. Ne? Se pravi, ti imaš tukaj zdaj za dodajanje, druga ikonca po vrsti in zdaj začni dodajati te prostorčke. Ne? Če si gotovo, da si šel malo preveč, ne moreš prijeti pa malo premalo? Ne. Okay. Dobro, in jaz zdaj imam vse. Lahko samo potem odvzameš od tiste selekcije tam, kjer je preveč, oziroma dodaš tam, kjer je premalo. Ne? Sem ta zadnja selekcija, jaz sem dodajala, če bi lahko sem ta zadnjo zdaj ponovila, to zbrisala, ostalo pa da Escape. A sem nov vsega Ne bo. zbrisala? Aha. Kaj pa zdaj jaz, da imam vse? Kaj naredim? Zdaj imam vse Zdaj označeno? počakaj, Aha, da še ostali naredi. Ja. Nimaš ravno ograje, no, mislim. Zato, ker sem ravno potegnila, pa je Almina, če ne najdeš, recimo lahko dvakrat klikneš, ne, pa ti bo potem vseeno zaključil. Ampak vsak, ki še zaobjamem zdravo. Zdaj odvisno, vsak od vas se je lotil različno.
Jaz, na primer, sem se lotil tako, da sem začel psa in ograjo, medtem ko vi večinoma označujete ozadje. Ne? Torej, ali, ne? Na koncu bomo vsi pač morali iti iz iste točke, da bomo, recimo, da tisti, ki ste označevali ozadje, boste naredili select inverse, tako da boste dobili kužka, pa bomo šli potem mi vsi iz iste smeri potem naprej. Ne? Ja? Zdaj, glede na to, da imamo omejeno število časa, tisti, ki niste še zaključili, tisti, ki niste zaključili, lahko, Almina, tisti, ki niste zaključili, lahko z desnim za kontrolom kliknete na tole slikico, tole črno slikico in boste dobili mojo selekcijo. Tako, opsala, Z desnim oziroma kontrol klikom boste dobili mojo selekcijo. Tisti, ki ste označevali ozadje, boste šli v meni select in pa izbrali deselect, deselect inverse. To pomeni, da boste označili kužka in ne ozadja. Tako. Smo? Torej, zdaj imamo vsi označenega kužka. Ne, mislim pač ja. Okay. Ja, pač kužek. Ja. Ne? Tisto, zdaj pač, ne, če boš zdaj takoj videla, ne, kaj imaš izbrano in kaj nimaš. Ja? In zdaj izberite plast kužek. Nekateri nimate, no. Se pravi, plast kužek naj bo izbrana in zdaj gremo v meniju Layer, izberemo Layer Mask in pa Reveal Selection, tretja po vrsti. Torej, gremo v Layer, Layer Mask in pa Reveal Selection. Zato, ker nisi šel v Select pa Inverse, tako kot smo rekli. No, zdaj pa klikam tlele na masko. Ja, pa bo samo se breme. Ja, tudi ti imaš isto, se pravi, klikam na masko. Pa daj. Kako? Do mene. In to je magično, Aha. gleda iz grada. Zdaj imaš ti vidno tole skrito. Sam bolj moraš to še popraviti. Zdaj pa klikam sem na kužka, zdaj ti nimaš izbrano ničesar. No? Z kontrol klikam na tole slikco, dobiš selekcijo, ja, zdaj pa pojdi. Zgornjo je to layer, tole layer. V redu, si že dobila. Ti kontrol klikneš tole, vidiš, kaj se je zgodilo. Ja. No, zdaj pa pojdi Layer Mask in pa Reveal Selection. Tako. Kaj pa zdaj to? To pa potem bi mogla zdaj... O čem govoriš? A veš, mislim, Ja, nisi pač vse imela izbrano, ne? Če bi se to dalo s tistim... Če zdaj, Mojca, ti želiš svojo masko spreminjati, lahko z Altom klikneš na masko, tako da vidiš masko in lahko zdaj, recimo, porišeš tisti del, ki ga želiš skriti, ne? Za čopičem. Z istim čopičem, ki smo ga uporabljali v prejšnji vaji. Ne? Lahko bi tudi označila vse belo. Ne? Ja. Ne? Almina, lej, če ti klikneš zdaj na uček, tukaj v ozadja, to smo naredili. Ne? Torej, ti imaš lahko tukaj karkoli.
zadej. Ne? Mi smo samo tukaj definirali na tej plasti masko, da smo skrili to, da smo naredili to. Torej imamo dve plasti, na tej plasti imamo masko, ki nam skrije to, da lahko pokažemo nekaj, kar je spodaj. V tem primeru je to mesto Ljubljana. Ne? In zdaj pa gremo malo optično. Ne? Tako velika razdalja, kot bi bila to, bi potrebovala malenkost zračne perspektive. Ne? Zrak ni neviden, tako da v daljavi pač imamo malo sivine, malo bolj svetlo je. Ne? In tukajle imamo mi že eno plast, ne, ki nam tole malo posvetli. Ne. Torej, če bi želeli to mi zdaj narediti sami, lahko zdaj jaz skrijem tole plast, se postavim na plast Ljubljana in naredim novo plast. Kako naredimo novo plast? Lahko tukaj na predzadnjo ikonco kliknemo, lahko gremo na Layer, New Layer. Almina? Ja. Tako da dobimo novo plast in zdaj izberemo čopič. Čopič kot orodje, lahko bi tudi za tipko B prišli do tega istega čopiča. Ne? In zdaj, ko smo uporabljali v prejšnji vaji ta čopič, to orodje, smo uporabljali črno barvo. Zdaj bomo uporabljali belo barvo, ker želimo dodati belo barvo v to plast. Tako da zamenjajmo barve za tipko X oziroma za ikonico, ki je tukaj le desno zgoraj od teh barv. In tako da dobimo belo spredaj. Ne? Bom jaz tole naredil zdaj in dobim belo barvo spredaj, tako da z belo zdaj rišem. Pa dajmo zdaj to malo povečati. Ne? Jaz bom zdaj desno kliknil na dokument in potegnil tukaj size, dokler ne dobim nekaj, kar je zelo, zelo, zelo veliko. Ne? Zato, ker želim zelo velik potek narediti, ne? Ko začnem risati. In takoj, ko začnem risati, ne, dodajam to belo površino, ne? Dodajam to belo barvo tukaj na fotografiji, to zračno perspektivo. Tale, zdaj, meni je malenkost premočen, moj je malenkost premočen, tako da zdaj lahko, ker imamo to na lastni plasti, ni nič izgubljenega. Lahko preprosto tukaj opesiti, povlečem dol iz 100% na nekaj, kar je nižje. Ne? In iz 100% efekta sem zdaj dobil nekaj manjšega. In če se spomnite, kaj smo delali v prejšnjič v panelu Layers, imaš opacity. Ja, na desni. Ja. Zdaj imamo pa še en optičen trik, ki bi ga želel tukaj narediti. In sicer, ko svetloba pada na objekte, začne oblivati te objekte. Ne? Ker zdaj imamo mi dve različni sliki, dve popolnoma različni fotografiji s popolnoma različnimi svetlobnimi preferencami in tudi pač z različnim virom svetlobe. In jaz bi recimo želel, da je na tej sliki začne svetloba malo objemati vsebino. In to lahko naredimo tako, da zdaj izberem kužka, desno kliknem in izberem Blending Options. Ja. Vrnemo se, prišli smo do stilov, ki smo jih zadnjič, kjer smo imeli vse od Drop Shadow do tekstur. In zdaj tukaj imamo mi Inner Glow, na zdravje. Inner Glow
če ga vklopim pa izklopim, bo zelo majhen efekt, ampak v tem primeru viden in zelo uporaben. V celotno sliko bo začel objemati za svetlobo. Majčkeno bo začel svetlobe iz vseh smeri dodajati noter, tako da imamo potem neko dodatno osvetlitev v tem dokumentu. In če bi recimo želeli, bi lahko še tukaj malo posvetlili in imamo zdaj to kot en celoten dokument, nekaj, kar je približno prepričljivo. Kot ena slika. Če bi zdaj želeli, bi lahko še en barvni preliv dali čez, da bi še bolj združili te dve plasti skupaj. Pa dajmo to za hec narediti. Pojdimo gor v meniju Layer in pa New Adjustment Layer, kar bomo po pauzi naredili. Na eno izmed najvišjih plasti izberite to, da bomo dodali ta Adjustment Layer. Do Adjustment Layerjev pridemo po pauzi. Torej, New Adjustment Layer in pa tukaj bomo izbrali Gradient Map. In damo OK. Gradient Map. In zdaj, dramatičen efekt na sliki. Ampak tukaj na desni strani imamo spustni meni. In če kliknem na ta spustni meni, mi da na izbor eno izmed mnogih različnih barvnih prelivov in izbral bom recimo tega, ki ga imamo verjetno vsi. Ja? Tegale. Ja? Zdaj, to je še vedno zelo, zelo močen efekt in zdaj bomo pa naredili blending mode. To, kar smo, da se ta efekt zdaj začne skupaj z vso sliko nekako prelivati. In sem izbral tukaj zgore iz normal v soft light. Tako. In če vam je mogoče preveč močen ta efekt, lahko na opacity iz 100% znižamo na nekaj, kar je malenkost bolj nežno. In imamo recimo eno fotografijo. Če ti je preveč šarf, lahko znižaš opacity iz 100% na nekaj nižjega. Se pravi, dodaš neko barvno korekcijo, ki se je zgodila na obeh plasteh naenkrat in je te dve plasti približala skupaj. Nista tako zelo odmaknjeni, nista tako zelo tuji. Ja? Dobro. Več po oglasih.